Lepo pozdravljeni v januarski dozi športa. Začenjamo s plavanjem. V letošnji sezoni se je Peter John Stevens iz Mladinske podal v močnejšo člansko konkurenco. Že na svojem prvem evropskem prvenstvu v kratkih bazenih je presenetil, ko je na 50 metrov prsno po odličnem plavanju v polfinalu na koncu v finalu osvojil 5. mesto. V Herningu na Danskem je sredi decembra potekalo evropsko prvenstvo v kratkih bazenih. Svojega prvega članskega evropskega prvenstva se bo zagotovo lepo spominjal Peter John Stevens. Po zlatem odličju na svetovnem mladinskem prvenstvu so bili cilji jasni. Uvrstitev vsaj v polfinale v 50-metrski razdalji. A Peter je dosegel precej več. Po odličnem nastopu v polfinalu se je zasluženo veselil 5. mesta, mimogrede do 3. mu je zmanjkalo le 8 stotink, hkrati pa še tretjič popravil mladinski državni rekord. Cilj mi je bil v bistvu finale, kot sem rekel, ampak v polfinale sem se vrstil z 10. mestom, tako da tam sem videl, da sem na meji finala, ampak po polfinalu sem presenetil samega sebe, sem bil lahko sposoben tu hitro odplavati. S tretjim časom prišel v finale, pa sem pa šel v finale plavati sproščeno in kakor bo, brez kakšne presije. Pred samim prvenstvom tiste tekme, ki so nakazovale nekje, kje bi Peter lahko pristal na evropskem prvenstvu, moram reči, da sam pri sebi sem pričakoval nekje v okviru tega rezultata, da bi Peter bil zmožen odplavati. Zdaj, tako kot sem že rekel, prvenstvo se je začelo 100-metrsko disciplino, tam je naredil kar nekaj napak, s tem je še majčkeno povečal nervozo pred samim nastopom na 50-metrski disciplini, ampak kljub temu je pol pokazal, da je pravega testa in da zna odplavati, kljub temu, da so mu kakšno stvar po nesreč. Rezultat je vrhunski, tle ne moramo nič več dodati. 5. mesto v Evropi, trenutno je to 9. rezultat na svetovnih lestvicah v članski konkurenci in mislim, da to praktično že s prvim korakom v članskoj konkurenci pove vse. Tako Peter kot njegov trener se zavedata, da so rezerve še prisotne. Predvsem v 100 in 200 metrskih disciplinah. Prvi dan se namreč ni išel po pričakovanjih, potem ko je v olimpijski disciplini 100 metrov prsno naredil preveč napak. Precej bosta bila zadovoljna z 200 metrsko razdaljo, kjer je za sekundo popravil mladinski državni rekord. Je pa pač ta korak, da bo prišel tudi v olimpijski disciplini malo daljši. Ne bo to šlo iz danes na jutri. Peter bo mogel še veliko trdih kilometrov preplavati, še velikokrat ugrizniti v kislo jabolko, ampak mislim, da zdaj motivacija mu ne more manjkati. Ima v reprezentanci, bom rekel, 4. svetovnega prvenstva, bom rekel, kandidata za olimpijsko medaljo. Tako da jaz mislim, da vnaprej ga čaka trdo delo pa lepi rezultati tudi v daljših disciplinah. Reprezentančni kolega, o katerem govorimo, je seveda Damir Dugonjić, ki se je z evropskega prvenstva vrnil z 2 medaljama. Na 50 metrov prsno z zlatom in bronom na 100 metrov. Za Petra so izkušnje, ki jih pridobi s treningom in tekmovanji z našim trenutno najboljšim plavalcem, neprecenljive. Že sam trening z njim mi je fenomenalno plavati, drugemu si pomagava. Zelo je fizično močnejši od mene, ampak vidi, da sem jaz hiter. To, da sem v finalu zraven njega plaval, v bistvu sem vse 3 štarte zraven njega plaval. Mi je bilo čisto fajn. Sproščen sva šla na štart, lahko so se normalen pripravila. Ni vna presija pred štartom, si sam tam, te vsi tako gledajo čuden. Tam sva se normalno lahko pogovarjala, pripravila in odplavala odlično. Tako kot Damir se tudi Peter po končani maturi odpravlja v Združene države Amerike, kjer se bo poleg študija lahko resno posvetil tudi plavanju. Nažalost v Sloveniji v plavanju na tem nivoju plavalcem nekako ne moramo ponuditi. Nimamo možnosti, da mu ponudimo vzporedno plavanje in študij. Nekje tisti, ki so poskušali oboje, ali so ostali v plavanju, ali pa so pol v bistvu plavanje mogli opustiti, če so hoteli redno študirati. Nažalost je pač temu tako da jaz kot njegov trener, ne da nimam izbire, ampak tudi sam nekako mu želim oziroma je to zanj najboljša pot. Zdaj pri sami izbiri univerze jaz upam, da je imel srečno roko. Tukaj ne veš, dokler nisi tam, dokler ne vidiš ekipe, dokler ne vidiš trenerja, načina dela, tudi če ti način dela paše. Jaz sem prepričan, da bo Peter svojo športno pot nadaljeval tako uspešno, kot je zdaj, v to nič ne dvomam. In ob tako dobrih rezultatih ne dvomimo niti v nastop na olimpijskih igrah čez 2 leti v Braziliji. Ja, že sam sedeti na olimpijskih igrah sem imel kurjo poln adrenalina. Bil sem bolj živčen kot ostali, po mojem, ko so bili na štartu, ampak cilj mi je, da bom tudi jaz v Rio de Janeiro bil tam dol, tekmoval s Olimpijci, pa pokazal, kar znam. Sprva moram pa odplavati ta normo,
tako da upam, da mi to rata. Na mednarodnem plavalnem mitingu, ki je konec decembra potekal v Mariboru, je Peter na 50 metrov prsno izpolnil normo in si že zagotovil nastop na letošnjem avgustovskem Evropskem prvenstvu v Berlinu. Na državnem prvenstvu pred tednom dni pa je dokazal, da mu v Sloveniji trenutno ni para in osvojil vse zlate medalje v prsnem slogu. Ob koncu zadnjega dne so s klubskimi kolegi iz kranjskega Triglava v mešani štafeti osvojili še eno zlato medaljo, bil pa je tudi tretji na 50 metrov prosto. 7. februarja se v ruskem Sočiju začnejo olimpijske igre. Tja potuje 66 slovenskih športnikov, med olimpijskimi potniki pa bomo imeli 2 predstavnika tudi Medvoščani. Na največjem športnem dogodku letošnjega leta bomo lahko navijali za deskarja Izidorja Šušteršiča in Roka Flandra. Deskarje na snegu Rok Flander in Izidor Šušteršič bosta v kvoti 66 slovenskih reprezentantov edina Medvoščana na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju. Po Torinu in Vancouvru bodo letošnje igre zanju že tretje po vrsti, zato v Rusijo odhajata z enim samim ciljem prikazati vrhunske vožnje s čim manj napakami. Ob zavedanju, da je deskanje med svetovno elito nepredvidljivo, sta prepričana, da je z malo sreče dosegljiva tudi kolajna. Ja, v bistvu zdaj tle ne gre za, jasno, gre za kolajno, ampak mene zanima predvsem to, da bi na olimpijskih igrah sestavil 2 nastopa, ki bosta nekako na nivoju moje trenutne forme, kar pa jaz mislim, da bi mogel rezultirati. 7. mesto iz Torina in 8. iz Vancouvra bo tokrat branil Flander. Podobne podnebne razmere kot v Kanadi se obetajo tudi tekmam ob Črnem morju. Ja, lahko so super pogoji, lahko so zelo slabi pogoji. Dejstvo je, da v Vancouvru jaz na to nisem bil pripravljen, tako da v zadnjih 4 letih je bilo precej dela posvečeno prav temu in zdaj sem precej močnejši. Nekdanji svetovni prvak tekmovalno progo v Sočiju dobro pozna. Lani na tekmi svetovnega pokala si je na njej že prideskal kolajno. Sploh kar se tiče proge za veleslalom je izredno tehnično zahtevna, prav zaradi tega položnega dela v srednjem delu proge. Tudi precej dolga je ta proga, tako da bo kar fizično zahteven projekt za tiste fante, ki bodo v finalu, polfinalu. Tako da to je sigurno vse plus za nas, izkušenejše tekmovalce in jaz se že veselim teh tekem. Druga olimpijska tekma bo na sporedu 21. februarja, zanj pa bosta enako pomembna nastopa na slalomski in veleslalomski preizkušnji. Jaz mislim, sem sposoben narediti vrhunski rezultat v obeh disciplinah, sploh zato, ker so proge zelo položne. Veliko je bilo narejen tega, kar se tiče same prilagoditve opreme, kar se tiče same prilagoditve tehnike, prav na to posebej, na ti 2 tekmi v Sočiju, tako da jaz bi rekel, da sem enako pripravljen, tako na veleslalom kot na slalom. Zdaj, deskarska slovenska ekipa je ena najmočnejših doslej, še Žan Košir in pa Rok Marguč, se pravi, kolajna je skoraj da pričakovana, vsaj za enega izmed te četverice. Jaz računam, da bo kolajn več, v primeru, da pa ne bi osvojili, bi pa to bila res, to bi bil res podrsljaj, ki mu pač nekako si tega ne bi mogel oprostiti. No. Tako da sigurno jaz sem prepričan, da bomo prinesli medaljo iz olimpijskih iger, zdaj samo vprašanje, koliko bo teh medalj. Res, da v zadnjem trenutku pa vendar v pravem času. Normo si je Izidor Šušteršič kot najstarejši slovenski deskarski reprezentant priboril na 2 tekmah svetovnega pokala v Bad Gasteinu. 12. in 18. mesto sta tako v vozovnici, ki peljeta v Soči. Sicer je kvalifikacijsko sito iz leta v leto čedalje ožje. Jaz sem bil toliko po dnu, po domači povedan, da sem mogel iz čiste nule štartati. Se pravi, sem mogel na kvalifikacije s 3 mojimi sotekmovalci za mesto v svetovnem pokalu. Se pravi, sem mogel iz čiste nule letos priti do teh rezultatov. Se pravi, številko 55 sem prišel do 12 med 20 na svetovnem pokalu in to je, rekel, ni sreča, ali pa je sreča, saj ne vem, to ne verjamem. V glavnem, to je pač plod tega, v kar sem jaz verjel. Cilj je bil to moje 4 leta. Iz Vancouvra, ko sem prišel domov, sem bil res razočaran. Žal se je tam pokazalo to, kar se lahko tudi pokaže v Sočiju, ampak zdaj sem na to malo bolj pripravljen, se pravi dež, totalen dež, megla, vse, kar so bile za mene manjše možnosti, da naredim rezultat. Ampak tam sem šel na polno, pač tisto, kar se je zgodilo,
in sem sam sebi govoril, da je to maščevanje Borussia. Zgleda, da se to maščevanje lahko uresniči in zato bom tudi naredil. No. Tukaj sem siguren, da moram narediti dober rezultat. Glede na trenutno pripravljenost in letošnje predstave stavi bolj na slalomsko tekmo. Jaz sem zmer bolj bil za veleslalom, ampak zdaj se mi še ne poklop vse v veleslalomu, čeprav sem spet je oprema tukaj. No. Nekaj se mi ne poklop najboljši, nimam najboljšega občutka, zato sem zdaj nabavil vse novo, končno. Po 4 letih imam snowboard UP, ne mogoče, ampak ga imam. Ampak v slalomu sem pa sama moja konstitucija je toliko eksplozivna, da tam mislim, da sem v prednosti tudi pred tekmovalci. In mislim, da v slalomu bom, če bo trdo, če ne bojo luknje, bom zelo nevaren. Ve se, po kaj se gre, se pravi. Ne bom rekel po medaljo, vse je možno, ampak samo, da se ti pokažeš v tem, kar najbolj znaš. Po svoje tudi, če padeš karkoli, važno, da se potrudi in naredi največ, kar sam lahko. Zdaj, če se ne motim na Rogli, si se preizkusil tudi v vlogi komentatorja. Šlo ti je odlično, kako je s tem? Se obeta kakšno nadaljnje sodelovanje? To drugi vejo, kako mi je šlo, jaz ne vem. Nisem strokovnjak za to. Po svoje sem se potrudil, no, sem se tudi koncentriral, kaj govorim, kako govorim. Da ja ne bo kakšnih problemov, ker enkrat navija za enega, enkrat za drugega. Jaz sem rekel, sem navijal za naše v vsakem primeru. Ker smo po taborih, ta trenira s tem, ta zunimo, ta s tem ne bo. In se trudil biti korekten. Jaz na vsaki tekmi tudi, če se kaj ne bi razumeli, kakorkoli, bi navijal vedno za naše in za tem bom zmer stal. Je pa že skoraj da sramotno, da ima slovenska deskarska reprezentanca kljub vsem zavidljivim dosežkom še vedno mačehovski odnos do svojih članov. Izidor tako ni le športnik tekmovalec, pač pa tudi sam svoj trener, serviser, šofer, menedžer in sponzor. Jaz nimam ekipe, da bi rekel, da imam kogarkoli. Jaz sem vesel, da me je Peter Kotnik vzel pod neko okrilje, da mi omogoči, da lahko treniram z njim. Se pravi, vse ostalo, servisi, vse prevozi, se pa menim samo sam oziroma z njim oziroma s temi, ki treniramo. Ampak to je že skozi samo na meni. Vesel sem res vseh, ki so kadarkoli, karkoli bili z mano, to je hvala lepa, to je vsak košček mozaika. Ampak če ne bi jaz sam verjel ali pa vedel, kaj lahko, mislim, da bi me pokopali že 5 let nazaj. Glede na dosežke v preteklih 2 mesecih nas bo v Sočiju zastopala izredno močna 4-članska deskarska ekipa. Poleg Medvoščanov bosta med deskarji alpskih disciplin nastopila še Žan Košir in Rok Marguč, vsi pa so že osredotočeni na 16. in 21. februar, ko bosta na sporedu njihovi disciplini. Kranj je ponovno gostil najodmevnejše mednarodno plavalno tekmovanje za mlajše kategorije plavalk in plavalcev, Dr. Fig 2014. Organizatorju domačemu plavalnemu klubu Triglav Kranj je uspelo zbrati največ otrok doslej, kar 523, od tega jih je 128 prišlo iz sosednjih držav, starih med 8 in 14 let. Plavalno tekmovanje Dr. Fig se je v zadnjih letih oblikovalo v pravi festival, namenjen mladim plavalcem v najmlajših kategorijah. Na tekmovanju, ki poteka v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju, so tudi letos poleg večine domačih klubov gostili tudi številne plavalne upe iz tujine. Skupaj torej 523 otrok iz 23 klubov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije. Bistven namen tega tekmovanja je pa to, da smo želeli v plavalnem klubu Triglav dokazati, da se da narediti res en tak spektakel iz tekmovanja, ne samo tekmovanje kot tekmovanje, ampak dejansko spektakel. Se pravi, da ni potrebno zato, da imaš zvezde na tekmovanju, ampak se da tudi z dobro voljo, trdim delom, veliko volonterskega dela, se da tudi tako tekmo pripraviti za otroke. Tekmovanje, na katerem so se v preteklosti preizkušali praktično vsi najboljši slovenski plavalci, je v finalnih bojih začinjeno z vizualno in glasbeno animacijo na vrhunskem nivoju in s tem prava paša za oči gledalcev in še večje doživetje za mlade plavalce.
Cilj nam je pa to, da bi otroci dobili veselje za ta plavanje, nastopanje na tekmovanjih in s tem, bom rekel, podaljšati kariero čim dalj, kolikor se da. Jaz sem vam zelo fajn, zelo sem zadovoljna z organizacijo, tudi vse je bilo zelo dobro. Super. Meni se zdi ful dober zaradi teh osvetlitve tega. Meni tudi tako, kaj je bolj zanimivo. Kaj ti je pa najbolj všeč na tem tekmovanju? Lučke. Lučke pa kaj tema, tako zelo dober je. Da, ta finale je najboljši, ker je light show, je ful dober. Što mi povej, zakaj ti je plavanje tako všeč? Plavam že, ko sem bil majhen, pa sem pol plaval, pa sem imel med nogometom pa plavanjem, pa sem se za plavanje odločil. Pa sem zdaj ful dober. Seveda ni manjkal niti tisti gospod, po katerem tekmovanje nosi naslov, dr. Fik. No seveda ima poet veliko skupnega s plavanjem. Če bi v mojih časih vsi znali plavati, bi bila zgodovina tudi drugačna. Verjetno zaradi tega pa ne bi izgubil svojega prijatelja. Plavanje ima pa tudi nek pomen. Če bomo vsi znali plavati, bomo tudi verjetno splavali, kar si želim. Zato mojo ljubo Slovenijo, da bi enkrat končno splavala in bila ponosna sama nase. Pravzaprav naj bo Slovenc ponosen sam nase. S po 4 zmagami v finalnih bojih sta bila najbolj uspešna plavalni klub Triglav Kranj in Fužinar Ravne. Člani plavalnega kluba Olimpija so dosegli 2 zmagi, ena je šla športnemu društvu Delfin. Za medvoški pridih so poleg tekmovalcev, ki so se pomerili za najboljše uvrstitve, skrbele tudi plesalke plesne šole Stevens, ki so sooblikovale protokolarni program, ter Peter John Stevens, ki je z mešano štafeto 4x50 matičnega kluba Triglav Kranj poskrbel za zmago v revijalni tekmi večera, za nas pa obudil spomine na njegove nastope na tem tekmovanju. Tekma je bila takrat svetovna, ampak tole zdaj, kakor je 500krat boljša, kakor je bila v preteklosti v bistvu. Ta program je veliko boljši, kakor včas. Ful je pa zabaven, ker so boljši tole štafete, kot da lahko člani pokažemo mlajšim kategorijam, da imajo tam mali večjo motivacijo, da bi to kdaj dosegali. In kakšen nasvet bi mladim nadebudnim plavalcem položil na dušo mladinski svetovni prvak in rekorder? Mladim plavalcem sam svetujem, da čim več ubogajo trenerja. Čim več trenirajo, čim več motivacije do dela, pa da ne zabušavajo doma, da špricajo treninga. Zanimanja za plavanje je vedno več, pa pove kranjski trener, a ob tem opaža: Danes je nekak trend, da so usmerjen v to, da se otrok ukvarja s 2, 3, mogoče 4 različnimi aktivnostmi, enkrat, dvakrat tedensko. Kar se pa dogaja, potem ko otrok pride do nekako 12, 14 leta starosti, se pa starši in otrok nekako odločijo, da se bo pa z nekim športom ukvarjal zares, ampak takrat je na žalost že prepozno. Za plavalni podmladek se ni bati. Vprašanje, ki se ob tem postavlja, pa je, ali bomo tudi v prihodnje premogli toliko vrhunskih posameznikov, kot smo jih vajeni v zadnjih letih. V začetku decembra je Badminton klub Medvode gostil mednarodno mladinsko tekmovanje Forza Cup. Na njem se je pomerilo kar 150 tekmovalcev iz 7 držav. Domači badmintonisti so zopet navdušili, prav vseh 4 starostnih kategorijah so se uvrstili na stopničke, skupaj pa osvojili kar 9 odličij. Organizacija turnirja Forza Cup je sedaj že tradicionalno zaupana v roke medvoškega badmintonskega kluba. Tako so se v začetku decembra zopet zbrali tekmovalci stari od 11 do 17 let iz Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije, Cipra in Izraela. Poleg 26 medvoških predstavnikov je tekmovalo še okrog 130 tekmovalcev. Vsako leto se nekako trudimo, v bistvu neki osebni stiki, tako da letos mogoče smo se približali tej rekordni številki, zaradi tega, ker se turnirja udeležilo 18 igralcev iz Izraela in to smo naredili predvsem na neki osebni ravni, tako da smo Izraelce povabili in so bili en teden naši gostje in so se udeleževali treningov z našimi igralci. Tako da je mogoče to recept, no. Potem pa igralci in tudi trenerji se med sabo malo pogovarjajo in povejo, da je bilo na turnirju v redu. In vse skupaj to pripelje do tega, da pač vsako leto lahko dosegamo rekordno številko ali pa vsaj tako številko, kakor se gibljamo tam okrog 160 igralcev.
Na idejo o gostitvi izraelskih tekmovalcev so prišli že med turnirjem v Izraelu, ki so se ga Medvoščani udeležili lani. Je pa to finančno kar velik zalogaj, in večji del tega pokrijejo starši. Želeli smo pač te stroške znižati, se pravi, da bi lahko še več otrok šlo na to tekmovanje in smo se odločili za neko tako izmenjavo, se pravi, da te Izraelci, ki so zdaj sem prišli, so spali pri določenih igralcih doma in ravno obratno bo potem tudi aprila, ko gremo mi v Izrael. Tako da praktično pride samo strošek letalske karte, vse stalo pa se potem bistveno tudi prišpara, in je že z tega vidika fino, pa tudi tako, da pride taka pozitivna popestritev, da ni tako monotono. Je bilo kar zanimivo. Glavni namen tovrstnih izmenjav je seveda dati možnost mladim tekmovalcem, da ne trenirajo le s klubskimi kolegi, temveč dobijo še dodatne izkušnje. Well, we played already against Slovenian players in the past, so it's not something unusual. But about the country and about the people, especially the people are very, very nice and very kind. And it feels like it's not a part of Europe, if you know what I mean. We are kind of the same, and it was very good interaction, and we hope to do it again. We used to practice hard at home, but here we had perfect conditions. Like I said, perfect host. We had 2 practices a day. They show us around to Bled and Postonia and Ljubljana, and everything was perfect. Očitno so trdi treningi pred tekmovanjem pomagali, saj so medvoški badmintonisti osvojili kar 3 zlata, 4 srebrna in 3 bronasta odličja. Eden najboljših je bil Jaka Ivančič, ki je v kategoriji do 13 let osvojil 2. mesto posamezno in 1. mesto v dvojicah. Jaka je letos v tej svoji kategoriji do 13 let zelo konstanten. Je že 2 mesta nazaj smo bili na podobnem turnirju na Hrvaškem, kjer je ravno tako bil prvi in pa drugi. V bistvu edini, ki mu dela težave oziroma ki ga pač uspe premagati, je njegov soigralec v dvojicah, Cizel iz Mirne. Zaenkrat ga še ni uspel premagati, včasih so tekme, ko je že zelo blizu, včasih potem spet malo slabše, ampak jaz mislim, da če bo Jaka vztrajal tako, kot zaenkrat kaže, da bi lahko, mislim, da bi tudi lahko pač v prihodnosti tudi njega premagal in pač na katerega lahko polagamo. Sem zadovoljen, ker sem dobro igral. Lahko bi še malo boljši. A si pričakoval, da boš tako dobro igral? Ja, sem. Čeprav sem bil bolan. Pa sem malo kondicije izgubil, ampak sem pričakoval. Miha Ivanič je zopet pokazal premoč posamezno in v dvojicah in osvojil 2 zlati medalji. Ja, z rezultati sem zadovoljen, igra bi pa lahko bila malo boljša. Kaj pa ni bilo zadovoljiva s tvojo igro? Predvsem zelo deblo se mi zelo preveč napak, brezveznih, pa slabo sva se pokrivali na igrišču. Ja, sem zelo zadovoljen, rezultati so dobri tudi na mladinskih turnirjih, tako da sem zelo zadovoljen za enkrat. Kaj pa še naprej za sezono, kakšni so še tvoji načrti? Zdaj gremo še na Poljsko, pa na Madžarsko, na mladinske, pa upam, da bomo pač čim boljši rezultati. Sledi še državno člansko prvenstvo, na katerem bodo tekmovali tudi medvoški predstavniki in zagotovo bomo zopet lahko poročali o dobrih rezultatih. Mladinska selekcija košarkarskega kluba Medvode v letošnji sezoni še ne pozna poraza. Prvi del tekmovanja v drugi košarkarski ligi so končali z 12 zmagami na računu. Na zadnji tekmi prvega dela smo jih obiskali v športni dvorani Medvode. Nedeljo 19. januarja so se na zadnji tekmi prvega dela mladinci košarkarskega kluba Medvode pomerili z ekipo LTH Castings iz Škofje Loke. Domačini so vajeti igre držali v svojih rokah vseh 40 minut, dokončno pa so strli nasprotnika v tretji četrtini, ki so jo dobili kar 34-9. Rezultat na semaforju je zgovorno pričal o razmerju moči na parketu. S trdo obrambo in hitrimi protinapadi so na koncu slavili za neverjetnih 54 točk, za nameček pa dosegli prvo stotico v sezoni. A rezultat tekme ni pravzaprav odločal o ničemer. Že pred zadnjo tekmo so si namreč mladinci zagotovili prvo mesto na lestvici skupine Zahod 1. Največ so zaslužni fantje za to borbeno, za to odločno željo sploh. Glede na to, da so nas na začetku sezone 4 fantje zapustili, enega imamo poškodovanega, tako da vsaka čast fantom.
in pa naši publiki sploh, ki nas podpira. Izpostavimo lahko še en dosežek. Timotej Bečan s povprečjem 23,9 točk na tekmo, prvi strelec domače ekipe v tej sezoni, je 44 točkami dosegel strelski rekord kariere. V vlogi motorja ekipe ga vidi tudi trener. Ja, definitivno. Pravi lider, pravi pogon, pravi motor ekipe in brez njega ne bi bili taki dosežki. Ampak so tudi ostali fantje, ker smo ekipa in vseh 12 igralcev je zaslužni za to. Danes smo odigrali neko tako zelo napadalno košarko. Tudi obramba je bila v drugem polčasu zelo v redu. In pa pač so igralci mi veliko podajo, predvsem kontre, tako da lahko dosežem toliko točk. Ekipo mladincev sestavljajo kapetan Rok Kovačič, Nejc Resnik, Jernej in Matevž Gortnar, Timotej Bečan, Igor Martič, Matic Herceg, Matevž Kopač, Andraž Babnik, Žiga Jakopič, Filip in Jure Jenko, poškodovana pa sta Anže Omejc in Žan Furlan Žerdin. Kaj je zdaj tisto, kar ekipo letos najbolj krasi? Ja, ta timski duh, ta motivacija, ta zagon, da hoče nekaj doseči, ker so zadnjo leto mladinci in to nam uspeva zaenkrat. Letos je velika sprememba od lani, zato ker tudi smo letos starejši, malo bolj zreli, bolj izkušeni in se pozna res. Ja, predvsem začeli smo bolj kontra igrati, hitrejšo igro imamo in to je po mojem največja prednost pred drugimi tekmicami. Zajeten delež mladinske ekipe se je že v lanski sezoni podal na nabiranje izkušenj v člansko selekcijo, sadovi te odločitve pa se sedaj kažejo tudi na parketu. Od začetka smo se kar matrali, ker nismo bili navajeni, močnejši nasprotniki, hitrejša igra, ampak smo dobro trenirali in se tudi izboljšali in zdaj lahko lažje igramo s temi slabšimi ekipami. Ja, mislim, da je predvsem, da so močnejši, višji in tukaj igramo z manjšimi, ampak igramo kot da so višji in tako lažje igramo. Je dosti poznan napredka, ni več tega straha v igri, sproščeno igramo in poznamo se skupaj, tako da akcije tečejo. V drugem delu tekmovanja se bodo z najboljšimi iz preostalih skupin pomerili za naslov prvaka v drugi ligi. Nasprotniki bodo ekipe Pingvini Ljubljana, Vrhnika, Šenčur, Plamapur, Ilirska Bistrica in Cerknica. Probali bomo doseči čim več zmag, se bomo potrudili, ampak kar bo. Tihe želje igralcev? Ne vem, da smo prvi druge lige. Želje seveda, da smo med prva dva v skupini, ampak realno je pa bolj sredina lestvice, čeprav vse pike iz te skupine tudi naprej nesemo, tako da res upamo na čim boljši rezultat. Dve ekipe od teh poznamo, smo že igrali z njimi, z eno, se pravi z Vrhnikom, že v kvalifikacijah, tako da mislim, da bo zelo težke tekme, ampak upamo na najboljšo, bomo dali vse od sebe. Zdaj fantje so že povedali za svoje tihe želje, kakšne želje pa imate vi? Ja, nadaljevati to, kar smo začeli, se pravi na koncu 17. mesto, prvi v drugi ligi, kar bi bil najboljši dosežek v Medvodah za mlajše ekipe, tako da to je to. Naslednja tekma bo že 5. februarja, ko bodo v domači dvorani igrali proti Pingvinom iz Ljubljane. Tribune sedaj zapolnjujejo večinoma starši igralcev, ob tekmah drugega dela pa bo tudi vsaka dodatna pomoč navijačev dobrodošla. Ja, seveda, starši nas vedno podpirajo. Bilo bi tudi, da kakšne punce pridejo, da bi še mogoče kaj bolj zadeli. Drugače pa čim več navijačev na tekme ne pride, pa bo vse v redu. Zaključujemo pa s tekom na smučeh. V naši občini se lahko pohvalimo s kar nekaj tekači in predvsem tekačicami, ki redno posegajo po najvišjih mestih na tekaških preizkušnjah, tako doma kot v tujini. Poglejmo, kako so zaenkrat zadovoljni s svojo sezono in kakšne načrte pripravljajo za naprej. Začnimo s tekmovalko, ki se v letošnji sezoni lahko pohvali s konstantno vrhunsko formo in najbolj odmevnimi rezultati. Anamarija Lampič je letos s 3 zmagami, enim drugim in enim tretjim mestom na 5 štartih z naskokom najuspešnejša slovenska predstavnica v kontinentalnem pokalu mladincev, kjer cilja tudi na končno vrstitev med prvimi 3. Ja, letos mi res tako ratuje, tudi zdaj se forma kar stopnjuje. Letos sem tako, nisem bila nikoli tako, da bi zbolela, tako da zdravje je kar v redu. Tako da ja, brez poškodb. Zadnje 2 leti sem imela res skozi, ko sem bila bolna, pa imela kakšne poškodbe. Letos mi pa tako res, vse se mi poštimal, tako da upam, da bo še naprej tako v redu.
V katerih disciplinah se počutiš najbolj močno? Ja, letos lahko rečem, da kar vse. In na distanci, in v šprintu. V šprintu sem mogoče malo bolj tako poskočna, ker sem si dala malo palce skrajšati in imam boljšo frekvenco. Tako da ja, ni ful tako, dober občutek. V decembru se je podala tudi na tekmo svetovnega pokala v italijanski Asiago ter prvič okusila, kako poteka tekmovanje smučarskih tekačic na najvišjem svetovnem nivoju. Ne vem, ogrela sem se tako, ker na vsako tekmo s prijateljico smo si res ogledali cel krog, naštudirali, probali teč, koliko zmeri. Tako da ne vem, no. Bilo je pa pač tisto, wow, zdaj se pa tukaj med starejšimi, in tako ful dobro. Najbolj svež rezultat pa je s pravkar končanega članskega državnega prvenstva v šprintu na Pokljuki, kjer je s 3. mestom zaostala le za olimpijskima potnicama Katjo Višnar in Vesno Fabjan. Bila je ful v redu tekma, ful sem se dobro počutila. Tako da ja, prišel je ta 3. mest, ker sem res ful vesela, mi to dosti pomeni. Pa da sem tekmovala s starejšimi, to mi je zmer tak izziv. Lea Einfeld v letošnji sezoni še išče pravo formo. V 4 štartih na 2 tekmah kontinentalnega pokala je sicer 3-krat segla med prvih 5 uvrščenih, enkrat je bila 12. Ja, no, zaenkrat pač niso čisto začeli tako, kot bi si želela, ampak mislim, da zdaj počasi prihajamo v formo, čeprav na distanci skate je kar v redu, zboljšati moram še malo klasiko, veliko delam na tehniki, tudi prilagajam se na nove smuči. Tako da mislim, da forma počasi prihaja in da bo stekla počasi. Tudi Lea je na državnem prvenstvu v šprintu upozorila nase in zmago v malem finalu osvojila končno 5. mesto. Skupaj z Ano Marijo pa sta slavili naslov državnih prvakinj v šprintu tudi v dvojicah. Podobno kot Ana Marija pa se je podala tudi na tekmo svetovnega pokala v švicarski Davos. Ja, težko je, veliko mi še manjka, tudi mogoče me je malo zdelala trema, tudi sama veliko pričakujem od sebe in sem si ustvarila, se mi zdi, da prevelik pritisk, tako da ni šlo tako, kot bi si želela, ampak ja, je pa ena dobra izkušnja, pa da vidim, koliko moram še trenirati, sem tudi ugotovila, da si želim teh nastopov. Vidim, da mi je vrhunski šport res všeč, tako da se bom posvetila temu in upam, da pridem enkrat na eno tako raven, ki so tam, kot tekmovalke, ki tam nastopajo. Rok Tršan se je v letošnji sezoni skoraj popolnoma posvetil nastopom v svetovnem pokalu. Nastopil je na 3 preizkušnjah, najboljša rezultata pa sta 20. mesto v italijanskem Asiago v dvojicah ter 42. mesto na poljskem v klasiki na 15 km. Zaradi obilice treningov in piljenja forme pred mladinskim svetovnim prvenstvom nam je kar preko maila sporočil, da letošnjo sezono namenja predvsem nabiranju izkušenj na največjih tekmah. Opaža pa, da mu do najboljših manjka še kar veliko, a hkrati ugotavlja, da je to povsem normalno, saj z nastopi v svetovnem pokalu šele do dobra začenja. Meni, da bi sistematičnim treningom do naslednje olimpijade že lahko bil bolj konkurenčen. Tisti najbolj sveži rezultati tudi pri Roku prihajajo z državnega prvenstva v šprintu, kjer je osvojil 2. mesto ter naslov državnega prvaka v dvojicah. Bil pa je tudi na širšem seznamu kandidatov za uvrstitev na olimpijske igre v Sočiju, a mu je do izpolnitve kvote zmanjkalo nekaj točk. Kljub temu ni razočaran, saj si je za cilj postavil uvrstitev na naslednjo olimpijado čez 4 leta, kjer si želi izboljšati najboljši slovenski moški rezultat, to je 11. mesto. Najbolj buren prehod v letošnjo sezono pa je za sestrami Žavbi Kunavar, ki so v iskanju boljših pogojev za trening zamenjale klubsko okolje ter se pridružile Tršanu v tekaškem smučarskem klubu Logatec. Z dobro formo se lahko pohvali predvsem Nina. 3 zmagam v pokalu Geoplin je dodala še 2 uvrstitvi med 10 na tekmi kontinentalnega pokala. Ja, začetek je bil lep, sicer moji cilji niso samo slovenski pokal, drugače pa za to sezono nekih ful pomembnih mednarodnih tekem ni. Upam, da bomo šli na čim več FIS pa COC tekem, tako da bom tam še kaj probala narediti. Drugače glavni cilj te sezone pa je v bistvu, da se na te nove okoliščine navadim, pa da naredim en velik korak naprej za naslednjo sezono. Z novim klubom je zadovoljna, navaja se še na večjo količino in drugačen način treningov. Veseli pa jo tudi pozitivna klima v ekipi. Ekipa je pa zelo v redu, ful je tako pozitivno vzdušje, delovno, veliko treniramo, malo se spodbujamo. To je pač veliko lažje, kot pa če si sam.
Anja je v letošnji sezoni zaradi bolezni izgubila veliko količino treninga, a se je januarja vrnila. V zaključku sezone pa se želi udeležiti še nekaj tekem. Ja, zelo pogrešam vsaj tisto. Prej sem bila navajena vsak dan teči ali pa vsaj nekaj početi. Zdaj pa v bistvu že en mesec nisem čist nič počela, tako da res komaj čakam. Jutri spet začnem, bo po moje res fajn. Ja, začela bom tako bolj počas, ker moram vseeno malo paziti zaradi zdravja. Pol bom pa probala, da vsaj marca odstečem kakšno tekmo, vsaj solidno, ker imamo še državno prvenstvo, pa nekaj tekem me še čaka. No. Lea, Rok in Ana Marija pa so se v tem tednu podali na mladinsko svetovno prvenstvo v italijanski Val di Fiemme, odkoder so se v preteklih letih že vračali z bliščem okoli vratu. Bo tako tudi letos? Veje so proge dosti težke in upam, nastopila bom v vseh disciplinah. Šprinti so prva, tista tekma, ki bo v sredo, tako da tam tudi dosti veliko pričakujem, pa mogoče v 5 km klasik. To je najboljša disciplina. Tihe želje mogoče? Ja, top 5, ne. Ja, glede na to, da sem na svetovnem prvenstvu že bila na stopničkah, lani sem tudi v svoji paradni disciplini za sekundo zgrešila kolajno. Pričakovanja kar visoka, želela bi si tako prvo deseterico. Bo pa zelo težko, no, že zato, ker ni moje tiste prvenstvene discipline, ampak se bom potrudila, da pač dosežem najboljši rezultat. Upamo seveda, da bomo v naslednjih oddajah lahko ponovno poročali o odličnih rezultatih naših smučarjev, tekačev in tekačic. To je bilo vse v današnji športni oddaji. Spremljajte nas še naprej. Predvsem pa spremljajte olimpijske igre in močno navijajte za naše športnike. Se vidimo. Adijo.